posebnega gosta. Ko sem razmišljala, kako naj ga predstavim, me je med kuhanjem marmelade prešinila misel, povej enostavno, brez kompliciranja, kot da bi slišala njegov glas. Je človek, v prvi vrsti izjemen človek, z velikim srcem in čisto iskreno dušo, izjemno razumevajoč, sočuten, milosten in tudi zelo odločen. Pa če se dotaknem še titul oziroma nazivov, ki jih ima, jih je kar precej. Menda na eno skromno ni ponosen, pa ne zato, ker bi bila nekaj slabega, ampak ker nam hoče več trezne in zdrave presoje. In potem se človek resno vpraša, kam se je izgubila zdrava kmečka pamet, kje se vse začne. In tukaj vam bom povedala en vic, ko je Bog poklical takoj po stvaritvi k sebi Adama in Evo. In ima rekel, evo, tukaj imam ljučka pa možgane. Ljuček in sploh ni pogledal do konca, da je Adam pograbil, pa lepi z njemu po celem vrtu, ljulal z njim po drevesih, ogenj gasil, trapol po celem rajskem vrtu in ga gledata Eva, pa Bog, pa reče Eva Bogu, čuj, kaj pa možgani, Bog? Rekel, možgani so pa tvoji, Eva. Predstavljam patra Karla Gržana, on vam bo povedal, kako izjemno je pomemben mental. Prosim. Vas vse lepo pozdravljam. Očitno, ne, ta vic je pripovedovala ženska. Bom povedal zame najbolj simpatično šalo, ki na splošno vice pozabim, tega pa ne. In sicer se sprehajata slonček pa slonica, objeta z rjučkom, gresta po poti, pa reče slonica slončku, ti povej mi iskreno, ali me res ljubiš, ali me pa samo vleče za nos. Ja. Drugače vam pa moram povedati, da sem imel že danes tukaj z mnogimi od vami taka prijetna srečanja. Tak en globok dotik pa sem doživel ob srečanju z 7-letnim Gabrielom. Ne vem, če kje je tak, da bi ga videl, da mi lahko pomaha. Tam živi Gabriel. To je 7-letni dečko, ki mi je prišel povedati, da mu je on, ki se piše z veliko začetnico, povedal, da umira stari svet in da se rojeva novi svet in da se ne rabimo bati. In da bomo takrat končno jedli ta prave jabolke. Tudi to mu je povedal. Verjetno to pomeni neškropljene, zopet žive, pristne v tistem spoštovanju, ki ga dolgujemo vsemu, kar je okoli nas. Tudi sam to obdobje, v katerem smo, zelo rad primerjam prehodu. In sicer me spominja na prehod izvoljenega ljudstva preko Rdečega morja in vso sporočilo, ki se dogaja ob tem prehodu. Namreč temeljno sporočilo je bilo, ne se ozirati na to, kar te straši. Ko so šli čez Rdeče morje, so na levi in desni bile visoke stene voda. In če bi gledali predvsem v to, kar jih straši, bi jih voda, tiste, ki bi to gledali, zalila. In tudi se niso smeli ozirati nazaj, ker so bili preganjavci. Če se spomnite pripovedi o izhodu begu iz Sodome in Gomore, takrat je bilo narečeno, ne se ozirati nazaj. Lotova žena tega ni upoštevala in ko se je ozrla nazaj, je okamenela. To, kar nas straši, nas lahko okameni. Zato je zelo, zelo pomembno, da smo fokusirani
v novo nebo in novo zemljo, v tisto, kar je pred nami in da to že v svojih medsebojnih srečanjih kreiramo. Ker to, kar ugotavlja kvantna fizika, v tem, kar piše Andrej Detela o sintropiji, vse, kar nas obdaja v kozmosu, ima neko magično moč, da to, kar mi kreiramo, se tudi temu približujemo. In še nekaj je rekel Jezus, a ne, Gabriel, da se ne rabimo bati. Je tak? Je tak, ja. No, in ker, če gledaš naprej, ne, izgubiš strah, dobiš upanje. In v medsebojni povezanosti, ne, kot so tisti ljudje tam skozi to morje šli, ne, so bili drug ob drugem tesno povezani. Niso se dovolili osamiti, skupaj so tiščali tako kot vi danes. In to te krepi, in to te upogumlja, in to ti daje moči in vidiš tisto, kar bo, ampak že v tvoji viziji uresničeno. In temu se je potrebno približevati, obenem pa seveda tudi biti trezen in na nek način razmišljati o tem, s čimer nas hočejo prestrašiti in ustaviti. Predvsem pa je potrebno ozaveščati to, s čimer nas manipulirajo, da bi nas ujeli v svoje mreže. Da se ne bi uresničilo to, o čemer že sanjamo in kar v svojih vizijah že vidimo uresničeno. In tukaj bi rad omenil par stvari. Na prvem mestu to, bodimo zelo pozorni, da nas ne bodo med seboj razbijali. Veste, mi smo rojeni v svet dvojnosti, v svet polarizacije. Mi se znamo med seboj dvobojevati, mi si znamo med seboj nasprotovati, sodelovati, dopolnjevati, kreirati v skupni povezanosti se pa moramo učiti. Naš že od malega navaja na kaj, ne, na to še zdaj, ne, kar je zame šokantno, na igro med dvema ognjema. Ne. Prideš v proces izobraževanja in te že učijo, razdelimo jih na dvoje, na naše in ne naše in potem zbijajmo šibke člene. Ne. Polarizirati, deliti, zato da bi nas obvladovali, je najlažje. In kjer manipulanti zaznajo seme novosti, tam bodo zagotovo usejali razdor. Zato se moramo opremiti, da ne bodo pri tem učinkoviti. Nekaj, kar pomaga k učinkovitosti polarizacije, je, da jaz govorim o resnici. Jaz imam resnico. Mi se moramo naučiti govoriti o svojih spoznavnih resničnostih. Takrat, ko bom prišel jaz k vam in vam rekel, jaz imam pa resnico, se me ustrašite, ker to je ideologija, to je manipulacija. Ker mi ljudje radi pestro razmišljamo, mi raznoliko razmišljamo in to je kapital, ki se ga manipulanti bojijo. Zato rečejo, ja, Karel, ti imaš pa resnico. Ti, Špela, ti imaš resnico. In bojo gledali, ali se bova sedaj midva končno le sprla, in to pogosto na področjih, kjer imamo vsi skupne cilje. Zato, ko se srečamo, ne več govoriti o resnicah, ampak si pripovedujmo svoje spoznavne resničnosti. Ker to, kar vam jaz pripovedujem, moja spoznavna resničnost, ne? Ker ko jim govorimo o svojih spoznavnih resničnostih, posebej ljudje, ki kreiramo, ki vidimo novo nebo in vemo, da mora dobiti ta modri planet več modrosti, da ne bo moder samo zaradi oceanov, ampak zaradi človekoljubnosti. Takrat moramo dejansko postati igrivi in dopolnjujoči. In ko mi Špela reče, moja spoznavna resničnost, jaz pa rečem, moja spoznavna resničnost, to je način pogovarjanja v igrivosti, v hotenju po dopolnjevanju. Ne? Jezus je rekel, bodite kakor otroci, bodite igrivi, bodite dopolnjujoči, bodite sodelujoči. Tisti, ki želijo razdor, bojo pa rekli, ne, ti imaš resnico, on je pa nima. A viš, kak je drugačen? In tisto drugost in drugačnost, ki bi sicer bogotila, bodo sprevrgli v konflikt, v dvoboj, v zavračanje. In tega se moramo res, gledajte, ozavestiti in se izogibati, da bi kadarkoli nastopali v imenu resnice. Mi veliko beremo, tudi se ne zapiramo v svoj balonček, hočemo pestrost informacij, hočemo, ker drugače ne moš razmišljati, ne?
Ampak potem, ko pridemo skupaj, pa veste, komaj čakam, da slišim, kaj pa on razmišlja, kako on spoznava, s čim me bo on obogatil, s čim bom lahko postal z njim sodelujoči. To je ena od stvari, na katero je vredno biti pozoren, da nas ne bodo med seboj ločevali iz obnebja, sodelovanja in dopolnjevanja, ko zremo novo nebo in ko zremo novo zemljo. Druga stvar, na katero bi prav tako opozoril in je mogoče povezana s to, je pa, o čem zelo v zadnjem času veliko razmišljam, ker ne morem razumeti, kako je toliko ljudi padlo v hipnotično stanje v odnosu do izpostavljenih avtoritet. In so lahko te avtoritete res skrajno problematične, so lahko te avtoritete skrajno očitno manipulativne. Bom omenil sam eno izjavo enega izmed teh, ko je rekel, ja, med COVID bolnike štejemo sedaj tudi tiste, ki so imeli prometne nesreče, pa ki so naredili samomor. Enkrat pa bomo to. Ampak on je bil še naprej avtoriteta in so mu hipnotično toliki zaupali. Kako je to mogoče? Ker mi moramo priti ne do obsojanja, ker to je komedija, ampak moramo ugotoviti, na katerih koreninah je takšna, bi rekel, manipulacija sploh mogoča. Zakaj je prišlo do tega hipnotičnega stanja? Sam sem ugotovil, da preprosto zato ta manipulacija, veste, je dolgo načrtovana. Zato, ker je kar naenkrat tisti, ki je postavljen pred tebe, ima absolutno resnico in ti nimaš pravice razmišljati kreativno, ampak imaš pravico ponoviti to, kar je on rekel, kot resnico. Če bereš recimo Tomaža Akvinskega, dogmatika, ki ga cerkev postavlja na piedestal dogmatikov, ko bereš njegove tekste, veste, kaj on piše? On napiše takole, piše, zdi se, potem pa napiše, kaj se zdi, ne kaj je resnica, zdi se. Jaz imam v hrvaščini njegova dela, ampak čini se, piše. Potem pa napiše, opiše pošteno, o čem bo razpravljal, pod to pa napiše takoj, proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In da material za razmislek in potem dejansko razmišlja z odprtimi kartami. Zdi se, samo zdi se to, kar bom skušal na nek način recimo osvetliti, ampak vam dam pa tudi pošteno pred vas dejstva, ki pa proti temu govorijo. In potem srednjeveška šola, pomislite, srednji vek, mračni srednji vek, potem je bila na koncu, ko je učitelj, profesor na ta način, kot teze, zdi se proti temu govori in je potem razpravljal, je bila na koncu ure vedno disputacija. In to ognjevita disputacija, pred katero niti Bog ni bil varen. In takrat so študenti uporabljali svojo glavo, mračni srednji vek, v procesu pedagoškega izobraževanja. Kaj imaš pa zdaj? Zdaj pa Tomaža Akvinskega na teološki govori, učijo kaj? To je res, to je dogma. Ne smeš razmišljati, moraš biti slepo podvržen. Če hočeš iti birmi, moraš pravilno ponoviti tistih ne vem koliko vprašanj. Ne razmišljati. Mi je rekla ena gospa, da je bila samo 2 ure pri veruku in potem so jo prosili, največ ne hodi, ker je zastavljala vprašanja. In župnik ni vedel, kaj ne odgovori. Pa je prosil, da bo kljub temu šla k sakramentom, sam največ ne hodi. Pustimo zdaj to. Ampak v šoli, kaj je isto? Kaj? Učitelj, pred tabo pride učitelj, ti pove, kaj je resnica, kaj je snov in pravilno ponoviš, 5, ko dobiš. Kje je tu poučevanje kreativnosti? Kje je tukaj vaja v logičnem razmisleku? To je način, pedagoški način podtaknjen, da mi izpostavljene avtoritete, še posebej, če je med vsemi izbrani, pa bo sedaj ta zastopal ne vem kakšno vprašanje, hipnotično pade
preveč ljudi. Premalo ljudi se zaveda, da je dejansko nam je dal Bog ta zgornji štuk, zato da ga nucamo. Mi še nismo robotizirani. Ne moremo dovoliti, da nam tukaj nekdo not ustavlja program, kaj je res. Ne? Pravimo, človek ima dostojanstvo zaradi razuma in svobodne volje. Mi sploh o svobodni volji ne moremo govoriti, če nam nekdo programira pamet, če hipnotično pademo na manipulacijo izpostavljene avtoritete in se odpovemo razmisleku, ne zahtevamo. Lejte, kar naenkrat nismo več zahtevali drugega mnenja, imamo uradno pravico do drugega mnenja. Ne, sedaj, če si zahteval drugo mnenje, si bil že teoretik zarote, si bil dejansko sebičnež, si bil... Vse vemo, kaj vse so, drugo mnenje mora biti, logika mora biti, pa če gremo še malo bolj nazaj od mračnega srednjega veka, tam v staro Grčijo, tam je bilo pomembno, da je učitelj podal učencem samo temeljna vedenja. Zdaj zapacajo s tolikimi informacijami mozek totalno, tudi to je ena od manipulacij, da preprosto se moraš ti toliko naučiti, da preprosto nimaš časa uporabljati svojega razmisleka, ker se moraš napifljati in pravilno ponoviti. To je manipulacija. To je pedagoški škandal. V atenski šoli samo temeljno znanje, Bog ne daj, da bi nekdo zapacal otrokom mozak, da ne bi imeli prostora za osebni razmislek. Potem pa kaj je bilo? Potem se je pa učitelj sprehajal, danes nevroznanstveniki govorijo, miselni procesi se pospešijo, ampak mi imamo otroke preheftane na stolih in morajo samo pravilno ponoviti. Takrat je pa učitelj se sprehajal, zakaj med stebrniki? Zato, ker so stebri predstavljali temeljna vedenja. Kako pa je moral učitelj spraševati? Ne tako, da so učenci ponovili, kar jim je on povedal, ampak tako, da so z materialom, ki jim ga je dal, razmislili s svojo glavo. Med stebri je bil horizont. In ta horizont je predstavljal, naprej gremo, novo zemljo. Nihče nas nima pravice ustavljati. In mi moramo na nek način te koncepte manipulacije, ki so dolgo časa načrtovani, zato, da bi nas odtrpnili, moramo ozavestiti, da ne bomo na te manipulativne prijeme dejansko padali več. Predvsem je pomembno te manipulativne prijeme, veste, boljš, kot da resno o teh debatiramo, jih je treba ironizirati, ker zadeva je res nora. Zadeva ni vredna resne debate. Mi bi se mogli, ampak tudi zato nas ne učijo ironizacije, ker ironizacija je dejansko mojstrovina, da znaš ti ironizirati, ker moraš drame predelati. Predelane drame so najboljše komedije. To, kar se dogaja sedaj, je res dramatično, ampak mi bi se morali naučiti to dramatičnost predelovati. Koliko imam več časa? Vi kar govorite. Ker se bojim, veste, ker nimam občutka... No, pa bom pa še povedal to, ne bo. Bila dobra, ko ste imel prvo veroučno uro. Prvo veroučno uro. Tista je bila res divja. Bom pa mal vmes, ker sem že glih govoril o smehu. Smeh, ironizacija je zelo pomembna. In dejansko, mi mislimo, da smo vrhunec civilizacije. Veste, tudi, ko zremo nazaj v preteklost, se lahko marsikaj koristnega potegnemo za sodobnost. Ena od teh stvari je, recimo, supervizor nekdaj od faraonov, pri dvorni nočki bom malo omenil, torej zasledimo jih že pri faraonih in potem je bil poklic dvornega nočka vse do 18. stoletja. Zakaj je bil dvorni norček? Zato, da je dejansko izsmejal norost.
Mi mislimo, da, veste, tisti, ki manipulirajo, se ne bojijo znanstvenih konferenc. Oni se bojijo, da bi kdo ironiziral. To pa ne prenesejo, to pa popenijo, to pa znorijo. Ne? In dvorni norček je bila posebna poklicanost, posebna služba razsvetljenih kraljev. Tisti, ki so se zavedali dejansko, da so samo ujeti v nek čas in prostor in da potrebujejo nekoga, ki je miselno izjemno pronicljiv, obenem pa ima človekoljuben, etično nesporen, obenem pa ima dar ironizacije, ker to je res, to je mojstrovina. Ne? In kaj je bilo poslanstvo dvornega norčka? Dvorni norček, če je videl, da želi kralj potegniti neko nedopustno potezo, ga je opozoril na 4 oči. Ampak zopet je bila to mojstrovina, kako. Ne? On je moral videti, kaj je dobro. Ne? In potem je kralju najprej povedal, o kralj, ti, ki si znan po tem, in mu je izpostavil njegovo žlahtnost. On je dal podlago za to, kar bo pa potem sledilo. Potem pa je, a si predstavljaš, da bi, in potem je tisto kraljevo potezo, ki je hotel narediti, ironiziral. In kralj se je nasmehnil, prepoznal in v nasmehu izničil nedopustno potezo. Zdaj, to je veličina ironizacije. In službe dvornega norčka. Ne? Zdaj, mi smo imeli primer, ko je rekel, pejmo se hecati iz ljudi. Ne? Da se ne bojo hecali iz ljudi, ne? Je potrebno zopet obuditi preventivo, varovalke in ozavestiti koncepte manipulacije. Če pa je hotel kralju podtakniti kakšen minister, ki je uzakonitev, kar bi bilo etično nedopustno, dvorni norček je bil vedno, zdaj če se spomnite kakšne slikanice, je naslikan vedno ob kralju. Zakaj? Ker je bil supervizor, ker je bil glavni kontrolor, ker na vsaki seji vlade, če rečemo temu, ko je bil kralj ob svojih svetovalcih, je moral biti nujno prisoten dvorni norček, svojo miselno pronicljivostjo, svojo etično presojo. Zakaj? Ker če je nekdo kralju podtaknil v uzakonitev, v odredbo nekaj, kar je bilo sporno, se je takoj javil dvorni norček k besedi. In kako je začel? Najprej poklon kralju, o kralj, ti, ki si znan, da si izbere za svetovalce najbolj modre, najbolj etične in tako naprej. Vedno se treba pač po protokolu prikloniti kralju. Potem pa je rekel, potem pa je šel na področje tistega ministra. Ampak kaj je naredil najprej? Tudi ga je, kaj? Pohvalil za to, kar je že dobrega naredil. On je mogel narediti podlago. Ne? Potem pa je dal na to res dobro podlago, pa je rekel, a si predstavljate, da bi sedaj pa je ironiziral tisto, kar je hotel podtakniti. In seveda so se vsi režali, se je bridko režal tudi ta minister, svetovalec, in je skozi svoj smeh izničil nedopustno noro potezo. Ne? Ampak tudi ta modrost dvornih norčkov nam govori, kaj da je ne samo resno, ker če boš ker recimo oni nam nekaj resno govorijo, manipulirajo, mi imamo pa drugo potezno naredili tudi resno. Pa je, ja, mi resno premislimo, osvetlimo, podebatiramo, pol pa ironiziramo. Ker če bomo mi na norost resno govorili, bomo mi, mislim, ni dostojno. Ne? Ampak veste, kaj se je pa treba tudi naučiti? 5:1. Ne? Torej, preden poveš nekomu, kaj ni, ga ovrednoti. Ker če bomo drug po drugem samo to ni pa pluvali, ne. Ker če daš tistemu, vidiš pri vsakem človeku, kaj pa je vredno. Če seme želene spremembe posediš, ker vidiš v njem, globoko v njem, vendarle nekaj dobrega, bo tisto obrodilo sad. Mi moramo najprej tudi v tlečo žerjavco, če se le da popihati, da bo lahko tisto, kar želimo, rodilo sad. Ker drugače bomo padli pa v konflikt dvobojevanja. Pa naj bo to na ne vem kakšni ravni, tudi na družinski ravni. Ne? Treba, te stari imajo izjemno, bi rekel, te stare civilizacije. Jaz sem gledal zdaj
urednici pa v oblikovalcu me zanimajo stare megalitska kultura, ne? Ampak ko gledam to, ne, to ostanke te kulture, simbolna postavitev teh, ne, to je bila izjemna modrost, izjemna povezanost z nebom, z zemljo, ne, kakor na nebu, tako na zemlji, iskanje tega sožitja, harmonije, kateremu se moramo povrniti in ki so ga tudi naši davni spoštovali in ozavestili. Ne. Tu mi šel še pa, nekateri ste poznate te rdeče teze, ne. Tudi o tem bom, tisto je bilo o izobraževanju, kako, ne, ena od manipulacij, veste, ki smo jo deležni že takoj od začetka, ampak se tudi tu prebuja. V torek so me povabili v Celje, občina, ki bo imel srečanje učitelji, vsi učitelji osnovnih in srednjih šol, so me povabili, ne, na podlagi 95 tez, ker modrih teh, ne, izobraževanja v smislu, da me bojo ne se odpira, zavese prebuja. Budisti pravijo, iz dobe zadremanosti vstopamo v stanje budnosti. Ribi, polarizacija, ne, izginja, se prebuja samo po sebi kozmična zavest vodnarja. Zato so tudi oni manipulanti toliko živčni, pa hitijo, pa se bojo zmotili. So se že, mislim, da že sami vejo, pa pustimo to. Gremo še malo na to, bi rekel, še starim modrecem, starim Grkom, veste, dobro je brati stare modrece, jaz najbolj uživam, ko berem še celo predsokratike, ne. Tam, veste, prebereš eno misel, ki ti da misliti, ker stari filozofi so vedeli, da morajo dati misliti. Pa berem kjerega sodobnega filozofa, preberemo knjigo, mi pa govori, kako naj jaz mislim, da bom pripadnik te ali pa one šole. Ne, jaz hočem, dajte mi pestrost, mislim pa že sam, ker ta zgornji štuk še imam, hočem raznolikost, ne pa da bom pa zdaj jaz pripadnik, ne, ne, pustimo zdaj to. Glavnem, stari modreci so dali misliti, njihove misli so prebujale misel, prebereš eno misel pred Sokratika, pa je lahko pa te marinira v neke nove uvide cel dan. Ne. Tudi to, recimo, glede ureditve, ne, to je tudi ena od manipulacij, ki jo je vredno ozavestiti. No, ker je naslov prehranjevanje oziroma samooskrba, ne, naslov tega mojega razmišljanja je pač, da je treba tudi mentalno, pa čustveno, pa duhovno si priskrbeti zdravo hrano, ne. Sem to najbolj, mislim, veste, informacije zbiram sam, pestrost informacij, raznoliko informacij, ki mi dajo misliti svojo glavo. Zato poročil pač več ne poslušam, razen o 5 zjutraj, zaradi, bi rekel, komičnega utrinka. Ne, ker ko je bil še COVID, ne, kaj je bilo? 3 grozljive informacije o COVID situaciji, pol pa koliko skokov, pa koliko podaj, pa koliko ne vem češa je še dal Luka Dončić tam v Ameriki. Jaz nisem mogel verjeti, a je to res vedno prvi, ne? A je to možno? Mislim, za koga me imajo? A se zezajo z mano? Ampak tako je bilo, ne? Tisti skoki pa podaje, pa ne vem kaj še Luka Dončića tam nekje v Ameriki. Mislim, nič kulture, nič znanosti, ampak mislim, ampak mi to pustimo, ne? Mi še naprej poslušamo, mi ne izbiramo sami, mi imamo sedaj možnost, da izbiramo sami, ne? Ali pa zdaj sem pred kratkim zopet poslušal 5 zjutraj, zopet zaradi komičnega, pa da vidim, ne, zakaj nas imajo. In so povedali, recimo, da je, celo sem si zapomnil dan, to je bilo 27. julija o 5 zjutraj poročila, na katerih so povedali, da je umrlo zaradi opičjih koz 5 ljudi na svetu. Ampak, glejte, ni pa novica, da vsak dan umre na tem svetu zaradi revščine
Anica Mikuš-Kos je zapisala v sobotni prilogi dela 22 000, jaz sem zvedel za novico od enega poznavalca 50 000, jaz sem pa v svojih, tem, kar pišem, dvakrat navedel tudi novico, ki sem jo nekje prebral, 36 000 otrok, vsak dan. Ne vemo, za 20-30 000 gor dol, ne, za opičje koze do enega natančno 5, da pa umre na tem svetu vsak dan zaradi nedopustne ureditve od 22 000 do 50 000 otrok, pa ni novica. Za koga nas imate? Kdo ste uredniki? Pred kom se samo cenzurirate? Komu ste se prodali? Ja, gospod kaže Gnarju, se vemo, kak so, ne povem, ja. Kako? A medprstna ljubezen se reče temu. Ja, da sem se naučil neki nov izraz. Si ga bolj zapisal, da ne bom pozabil, ker zelo rad pozabljam, ja. Ja, no, ampak kaj hočem reči? Zakaj je to mogoče? Zato, ker smo zopet pozabili staro modrost. Če berete že pri Thalesu iz Mileta, približno 6. stoletje pred našim štetjem, ali pa pri Aristotelu, pa pri starih modrecih, oni so imeli pojme razlikovanja v družbeni ureditvi. Oni so vedeli, kaj je ekonomija in kaj ekonomija ni. Že sama beseda ekonomija ima dva pojma, zakon in dom. Resnična ekonomija, nesprevržena, ko smo mi priča, zaradi omenjenega števila, pa tudi, če bi sam en otrok zaradi lakote umrl, bi morali to povedati v 5 zjutraj na poročilih. Ne? Resnična ekonomija razbira zakonitosti, po katerih se vsi na tem svetu počutijo doma. Ne samo ljudje, ampak tudi živali, rastline, vode, zrak. To, kar pa ekonomija ni, in je zločinski hrematizem, besedo hrematizem so pa skrili, je pa koncept, ki danes obvladuje svet. Koncept, v katerem večina v bolj, ne samo ljudje, ampak tudi živali, rastline, v bolj ali manj suženskem odnosu služijo peščici izbrancev, ki so sedaj v COVID situaciji blazno povečali svoj kapital. Jaz sem pozabil, to ne gotovo povedal, ker medtem, ko pa se je revščina rapidno poglobila. Ne. To pomeni kaj? Da bomo morali, tako debela knjiga Slovar tujk nima besede noter hrematizem. Zakaj? Skriv se je. Spravim, da je hrematizem največji transvestit našega časa. Zakaj? Ker se preoblači v nasprotje in se izdaja za ekonomijo. In potem nam politiki, ne, ki so, pustimo, ne, se bo to nekaj več povedal, tvezijo o edinih možnih rešitvah ekonomije, pa gospodarstveniki. Ne, to so edina dopustne poteze hrematizma. In tako kot mi znamo ločevati odpadke in vemo, da v koš za biološke odpadke pač plastika ne sodi, tako bomo morali ločevati tudi pojme. Ampak mi moramo imeti koš, ne samo ekonomijo, ampak moramo dejansko obuditi pojem, ki je koš, da iz obstoječe ekonomije izvržemo vse, kar duši človeka, človečnost, živali, rastline, kar duši naše življenje. Zdaj sem pa verjetno čas pokuril, Mateja. Ja, za vic pa je še. Sam, ko bi bil to vsaj vic, je bila pa resnica. V kateri še vedno, zdaj, ko ste mi že rekli, ratam poten, ko pomislim. Jaz tudi rad pišem kako smešnico na svoj račun, to pomeni, da bi zmanjšal moj ego. Da vam ne bom pripovedoval, jaz sem sanjal, moj ego grozljiv je še vedno. Ampak, veste, hvala, ker ste to potrdili. Res je. Ampak, veste, res je, jaz sem ga sanjal.
sem sanjal v nekih sanjah, ki so bile preroške, bom povedal na kratko, sem sanjal, da stojim pred enim ogromnim višjim, kot je tam višina tega šotora, enim medvedom, ki je grozil meni, pobesnel je bil, ki je grozil meni, pa tistim, ki so stali za mano, sem nisem mogel pogledati, kdo je stal za mano, sem vedel, da bo pobil mene in smislu gotovo je. In potem sem naenkrat videl, da mi je bil v roke dan meč, ampak tisti meč je bil napram temu medotu kot ena bucika. In kak ne bi jaz zdaj to, sem pa čutil nalogo, da ga moram premagati. Ampak pa sem videl, da je ta meč, jeklen meč, ni giben na držalu in na konici, vmes je bil pa gibljiv. In se vedel, da bo nekdo, pisano z veliko, Gabriel, da bo nekdo usmerjal ostrino tega meča tako, da bo usodno za tega medota, in ker jaz ne prenesem krvavih prizorov in ker sem se zavedal, da sanjam, ampak to je bilo zelo zanimivo, preroško, ampak ker ponovadi se sam sploh ne se spomnim, sem prosil, če lahko preskočimo prizore bitke, ker krvi ne prenašam. In je bilo preskočeno. V nekem trenutku sem se zavedel, da je Medo premagan, prvi hip sem mislil, da je mrtev, ampak ni bil mrtev, tam je slonel na eni taki steni, kot en bogi pijanček, to je imel razparan kožuh kot pelc mantel, in sem si pomislil prav hip, jaz junak, premagal to zverino, gotovo branil številne, ne. Ampak ta slavospev je bil kratkega veka, ker sem ozavestil, kaj sem sanjal. Jaz sem sanjal svoj resnični jaz, resničnega Karlija in moj ego. In sem vedel, da ga sam ne bom mogel premagati, ker je predivja zverina, ampak dejansko moram pa sodelovati. Pa še nekaj sem ugotovil, to je pa moje duhovno izkustvo. Vedno znova, ko stopim v kapelo, sem objet v svoji resničnosti. In edino ljubezen nas vrača k otroku v nas. To, da vi meni očitate, Karl, kak je tvoj ego na buhu, jaz bom še bolj stopil v fazo obrambe. Kdaj se žabica napihne? Ko je ogrožena, ko se je mogla napihniti. Jaz vem, da sem se kot otrok mogel napihniti v pričakovano vlogo. In zdaj me samo, ko me nekdo vidi v meni samem, in me objame, me vrača nazaj k meni samemu. Ampak pustimo, zdaj gremo pa na tisti, da ne bo zmanjkalo časa. Ja, veste, ko konča človek šolo, pač mnogi mislijo, da so najbolj brihtni, Jaz to nisem mislil, ker sem bil prepričan o to, In tudi se še zdaj spomnim, ko bil sem pater na Ptuju, ko sem gledal tiste malo starejše patre, so se mi zdeli popolnoma neustrezni za naš čas. Končno sem prišel jaz. In tudi, veste, sem zelo gledal, da sem vsemu dodal dodano vrednost. Shakespeare pa drama, ampak tudi še hujše je bilo pa tisto, kar se mi zgodilo pri veroučni uri. Ja, bližala se je velika noč, pa sem imel kar dobre ideje. Veste, ne sem otrokom zelo slikovito prvi razred pripovedoval simboliko velikonočnih jedil. Tam sem se prinesel in pa sem govoril, poglejte otroci, kolač kruha nas spominja na Jezusovo trnjovo krono. Poglejte otroci, hren po obliki kakor žeblji, če ga okušamo ostrina. Poglejte otroci, so rekli jajce, pirhi otroci, 5 rdečih pirhov, 5 kapelj Jezusove krvi. Ampak največji simbol pa je v tem, kakor piščanček prekljuje jajčno lupino in pride v življenje. Tako je Jezus premagal grob in smrt in vstal v življenje. In se je oglasil en otrok in je rekel, zdaj pa vem. Sem si mislil, seveda ve, po tako dobri razlagi. In sem želel, da ponovi in sem rekel, no, kaj veš? Je pa rekel, zdaj pa vem, kako sem prišel na svet. Ati je dal eno jajco mamici, mamica je to jajco vzela, ko je jajca v njej zrasla, je šla pa me je zvalila. Otroke je pač bolj kot to, kako je Jezus prišel iz groba, zanimali takrat, kako so oni prišli na svet.
In sem vedel, da moram to smer razmišljati, pač prekiniti, ampak še preden sem to uspel, je že rekla ena deklica, kaj moj ati je imel pa 5 jajc, ker je bilo 5 otrok. In pa sem zatulil tišina. In otroci so utrpnili. Veste, in sem začutil, glejte, čistim je vse čisto. To ni bil problem otrok. Čistim je vse čisto. To je bil moj problem. To je bila moja nečistost. In potem mi je bilo že kar malo hudo, ker sem tako zatulil, pa le dvigne en otrok roko, pa reče, a že jih nekaj vprašam? Sem rekel, resno, vprašal. Rekel, a vi imate še obe jajci? In se je oglasila ena deklica, ki se je malo bolj spoznala na cerkvene zadeve in je rekla, on ima še obe, ker ne sme imeti otrok. In pol se je groza začela. Pred učilnico so se začeli zbirati starši, ki so prišli po otroke in jaz sem sam gruntal, kaj bi otroci povedali staršem. In jaz sem začel razlagati, kakor piščanček, tako Jezus, piščanček Jezus. Samo, veste, pri malih otrocih, ko on neko informacijo dobite, več ne posluša. In pol je bila sklepna molitev in jaz sem rotil ljubega Boga, naj otroci vendarle pozabijo vse, kar smo se učili. Sam Bog ni naredil čudeža. Otroci letijo ven in jaz že slišim eno mamico, kaj ste se pa danes lepega učili? Pa reče en otrok, o jajcih. Pa reče on, o velikonočnih. Pa reče otrok, ne, o atijevih. Grozno. A ste videli, da še se zdaj ne morem smeti, ker mi je res tako grozo? Ker moj ego še vedno je in bom imel še veliko dela. Ampak, glejte, tudi to je dobro, da se zavemo. Če jaz vem, da imam ego, ki bo kdaj pa kdaj izbruhnil, in če si to priznam, bom lažje sodeloval z drugimi. Ko mi moj ego dejansko onemogoči razmislek sodelovanja in dopolnjevanja, bom rekel, jaz rabim en dan, pa eno noč, da pridem k sebi. Ne, da bom za tistim, ki mi pomaga, ker v sredini je bil meč gibljiv, da bom to mojo samozadostnost in to misel, da imam jaz resnico, lahko premagal, da bom vedel, da imam samo spoznavno resničnost in da bo tisti človek, ki je prišel k meni in mi govoril o svoji spoznavni resničnosti, da bom lahko z njim sodeloval. A ne, Gabriel, ti si videl nov svet in naj se ne bojimo, in da bomo potem družno v medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju potovali tja, kar je Gabriel že videl. Nov svet s sporočilom, nikar se ne bojte, zato sodelujmo in se dopolnjujmo na tem potovanju. Hvala. Hvala lepa. Joj, prinesel sem. Balonček je predstavljal stari svet. Stari svet je počel. Na njem je Gabriel narisal 3 srčke, to pomeni naše medsebojno sodelovanje. Vmes pa še poslastico Liziko, tudi v podobi srčka. Gabriel, to bo na častnem mestu. Hvala. A vidite, kako se vse dogaja z določenim namenom? Ko se enkrat prepustiš Božjemu vodstvu in samo slediš življenju, vse pripelje na pot, vse nam je pokazano,
Vse nam je dano, samo na nas je, ali bomo vzeli, ali pa ne bomo. Če ne bomo, smo si sami krivi. Če pa bomo, smo si pa spet sami krivi, ker smo vzeli obilje, ki nam po božji podobi pripada. Hvala, Karli, da ste se udeležili.